Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Izžrebali bomo nekoga, ki je v Soboških novinah pravilno rešil križanko, katere geslo se glasi razsvetljava. Poglejmo, komu bo sreča naklonjena tokrat. Geslo je pravilno, razsvetljava, nagrajenec pa je Štefan Lanšček, Lendavska ulica 51. Čestitke, gospod Lanšček. Gledalke in gledalci, vi pa z nami ostanite tudi v nadaljevanju, ko sledi oddaja Aktualno, v kateri si poglejte več o novi skulpturi pri knjižnici, imenovani Rastoča knjiga. Nasvidenje do prihodnjič. Na zahodni strani Soboške knjižnice so odkrili skulpturo imenovano Rastoča knjiga. Rastoča knjiga je sicer vseslovenski kulturni in izobraževalni projekt, ki poudarja pomen knjige, kulture, znanja in odličnosti slovenskega naroda. V letu 2019 se projektu pridružuje tudi Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota z Rastočo knjigo. Gre za poklon slovenski knjigi v prekmurskem jeziku, prvi doslej znani tiskani knjigi v prekmurskem jeziku Mali katekizem, ki jo je za potrebe svojega naroda, za prekmurske rojake, leta 1715 pripravil Franc Temlin. Prav tako je Rastoča knjiga Murska Sobota poklon vsem piscem, ki so prispevali svoj dar za razvoj in ohranitev slovenstva v Prekmurju, poklon ustvarjalnemu duhu in vrednotam slovenstev, kar ponazarja tudi napis na obeležju. Počastitev slovenske pisane besede in književne ustvarjalnosti Prekmurju. Naša Rastoča knjiga bo v naslednjih letih rasla z dodajanjem novih misli, tlakovano pot ob knjižnici. Na prvi pa je zapisana misel Franca Temlina iz predgovora Malega katekizma. Vzemi zato, of moj mali dar, za veliko in za dobro. Za namen projekta smo imenovali strokovno komisijo kot pomoč naročniku v sestavi Metka Fujs iz Pomurskega muzeja Murska Sobota, dr. Robert Inhof iz Galerije Murska Sobota, akademski slikar Aleksander Červek, Angelca Doklemir, predstavnica mestne občine Murska Sobota in sodelavka dr. Klavdija Sedar. V mesecu juniju smo poslali povabilo k pripravi idejne rešitve za postavitev obeležja Rastoča knjiga Murska Sobota. Povabilu se je odzval akademski kipar Mirko Bratuša, redni profesor na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, nagrajenec Prešernovega sklada in izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Strokovna komisija je bila soglasna, da izvirno umetniško delo ustreza vsem kriterijem povabila. Vrednost skipa je 29.532 evrov z davkom na dodano vrednost. Sofinancira ga Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije v višini 21.000 evrov v okviru odobrenih programov Ministrstva za kulturo za obeleževanje 100. obletnice priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, razliko pa bo iz lastnih sredstev prispevala knjižnica. Opomnik slovenstva v Prekmurju in simbol po 100 letih od priključitve je v osnovi zasnovan kot vertikalna struktura, ki bi v ohlapnejšem smislu vzore lahko iskali v Trajanovem stebru, le da je polnoplastično upodobljena pripoved Rastoče knjige, skrčena na bistvo obstoja človeka v Prekmurju. To je predvsem negovanje slovenskega jezika in tesno povezano z razvojem naravnih značilnosti Panonske pokrajine. Kako najustrezneje ponazoriti vso prekmursko zgodovino in bivanje? Tako, da se spomnimo časov, ko je čez prekmursko ravnico valovalo Panonsko morje, o čemer danes pričajo mnogi zanimivi fosili školjk, mehkužcev, ožigalkarjev, rakov, praživali. Morda je prav zato voda, ki še danes odteka z reko Muro, tako globoko usidrana v prekmursko identiteto. To so tla, na katerih raste ta prekmurska hrana in vino, raste pa tudi jezik, raste umetnost, raste znanje.
Baza spomenika so školjke z vizualno asociacijo na knjige. Vmes je hobotnica kot misel na Panonsko morje ter na preplet umetnosti in narave. Lovke in priseski v obliki črk asociirajo na potrebo po prisvajanju novega in še neznanega. Na vrhu se obeležje zaključi s krožnim posvetilom na niznem valju, ki deluje kot val tiskarskega stroja. Napis je namerno zasnovan kot vrh spomenika in ne kot njegova baza v klasičnem smislu, ter svojo krožno formo asociira na nikoli prekinjeno literarno besedo, ki naj bo tudi v prihodnje bistvo gonilo prekmurske kulture. Značilna inventivna forma, prepletena s smislom za komplementarnost oblik in z duhovitostjo, vzpostavlja komunikacijo z zgodovino prostora in spominom slehernika na otroško prebiranje pravljic ter nas zavezuje k nadaljnjemu branju, radovednosti in odprtosti duha. Kip je izdelan v trajnih materialih, kombinaciji brona in nerjavnega kislinsko odpornega jekla. Proces izdelave obeležja je podrobneje predstavljen v obliki fotografske razstave in je na ogled v naši večnamenski dvorani. Letošnje leto 2019 pa so se zvezde postavile v pravi položaj. Skratka, poleg volje, poleg ljudi smo dobili tudi od Ministrstva za kulturo nekaj denarja in danes je Rastoča knjiga tukaj pred nami. Leto 2019 je nasploh bilo zelo rastoče leto za Prekmurje. V okviru iniciativnega odbora za obeležitev 100. obletnice je bil postavljen program, za katerega odkrito povem, da tudi sam nisem verjel, da bo v celoti realiziran. Ne samo, da je bil v celoti realiziran, celo presežek je bil pravzaprav narejen. Zahvaljujoč različnim institucijam in organizacijam, tukaj bi pa posebej izpostavil Šifterjevo fundacijo. Toliko, kot je bilo letos ustvarjalne energije in tudi končnih izdelkov mimo programa, na to smo lahko zelo ponosni. Danes stojimo tukaj pred knjižnico, ki ima notranjo patino, dobiva pa tudi zunanjo patino, kot vidimo. Na to zunanjo kot župan nisem najbolj ponosen, če povem povsem odkrito, ampak gledajte, tudi knjige se ne sodi po njenih platnicah, ampak po njeni vsebini, ko jo prebereš. No, kar se pa zunanje patine tiče, pa upam, da bodo spomladi zvezde zopet v pravem položaju. Z Ministrstvom za kulturo se pogovarjamo, da bomo z skupnimi močmi tudi fasado te naše res institucije, na katero smo zelo ponosni, tudi na ljudi v njej uredili tako, kot se temu spodobi. Po skoraj 20 letih uspešnega sodelovanja Državnega sveta v projektu Rastoča knjiga lahko rečemo, da gre za enega najbolj povezovalnih, z veliko pozitivne energije navdahnjenih prizadevanj za celovito predstavitev in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o lastnih duhovnih, kulturnih, mojstrskih in znanstvenih potencialih. Ti so nam v preteklosti omogočili ne le preživetje in prepoznavnost, temveč smo zaradi njih tudi formalno postali enakopravni del velike evropske družine narodov. Življenje na križišču civilizacij nas po eni strani nas je ogrožalo, a nas po drugi strani tudi bogatilo. V viharji zgodovine smo ohranili svoj jezik in identiteto. Pridni, skromni, delovni in ustvarjalni smo iz danih pogojev znali ustvariti kar največ. Vse te vrednote zaobjema Rastoča knjiga, ko prepoznava tradicijo najboljšega in najplemenitejšega. Predvsem se mi zdi pomembno, da Rastoča knjiga prispeva k izgradnji prepotrebne samozavesti, da je odločnost sestavni del našega naroda in da v sebi nosi moč motivacije k odličnim dejanjem v prihodnosti. Redka so naravna bogatstva, ki bi jih imeli v obilju. Tehnoloških prednosti je manj kot včasih, primanjkuje nam lastnega kapitala. Zavedati se moramo, da je naše največje bogatstvo slovenski človek,
z vsemi svojimi fizičnimi in umskimi ustvarjalnimi potencijali. Zato se z njim treba ukvarjati, ga motivirati, da bo svoje danosti lahko razvil in tudi deloval v skladu s stoletja preizkušenimi pozitivnimi vrednotami. S pridružitvijo rastoči knjigi Mestna občina Murska Sobota oziroma Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota na najlepši način obeležujeta 100-letnico priključitve Prekmurja. Brez knjige in samozavesti, ki jo ta nosi seboj, Slovence na tem delu našega notranjega ozemlja pred stoletjem ne bi bilo več. In knjiga v domačem, razumljivem jeziku je bila Prekmurcem vseskozi pomembno vodilo pri ohranjanju jezikovne tradicije in narodne zavesti. Velika zasluga gre tudi prekmurskim in prleškim intelektualcem, ki so ljudi spodbujali k ljubezni do materinega jezika. V tem smislu so globoke in za slovenski narod brezčasne besede Toneta Pavčka, velikega podpornika projekta Rastoča knjiga. Je knjiga in med nami biva, kot listina, kot dar narodov, kot dragotina neminljiva, kot živ simbol, kot kruh in sol. Zelo lepo se mi zdi, da ste povezali ta dogodek, postavitev kipa Rastoče knjige s 100-letnico priključitve Prekmurja in z našim kulturnim praznikom rojstva našega velikega pesnika Franceta Prešerna. Mogoče se navežem samo na to, kar je bilo prej rečeno o Prekmurju. Mislim, da je ta akcija obeležitev 100-letnice popolnoma uspela. Mislim, da je če je pred 100 leti Prekmurje politično stopilo v območje Slovenije, je letos stopilo v naše duše in v naša srca. Včeraj sem govoril s predsednikom države, ki je mimogrede omenil, da je samo prejšnji teden bil 3-krat v Prekmurju. Upam, da ostali tedni niso bili tako intenzivni. Mogoče, ker vas pozdravljam v imenu društva Rastoča knjiga, par besed o tem društvu. Že sam naslov, samo ime je skrivnostno, bi rekel. Ne vemo čisto dobro, kaj pomeni. Mislim, da je to prav. Vse velike stvari imajo taka imena, da si jih vsak lahko malo po svoje tolmači. Saj knjiga ne more rasti. Seveda ne more. Lahko pa raste znanje, ki je v knjigah. Lahko raste znanje, ki ga mi dobimo iz knjig. Lahko pač napredujemo vsi skupaj. Tako da to je lepo društvo in lepo ime. In veseli me, da smo končno prestopili Muro in prišli na to stran. Društva, najbolj aktivna društva so na Dolenjskem, ne zato, ker imeli Dolenjci morda posebno bili nagnjeni k knjigi, ampak zato, ker dr. Gabriel že živi tam. Je pa treba povedati, da je to sijajno društvo. Mogoče se ga premalo pozna. Nič se ne kregamo, kar je nenavadno. Nič nismo politično opredeljeni. Tako da se včasih vprašam, a sploh smo slovensko društvo. Pa po mojem se vidi, da smo slovensko društvo, zato ker rastemo počasi, napredujemo, brez cirkusov, brez afer, in bomo do tega cilja prišli, tako kot je Slovenija po vseh teh stoletjih prišla do svojega cilja. Vloga tega društva pa ni samo knjiga. Včasih se to malo poenostavlja, da je kar knjiga sama po sebi vse. To je zdaj malo bogokletno, tle govoriti pred knjižnico.
ampak gre za znanje v širšem smislu, znanje tehnike, znanje kiparstva, če hočete, znanje vsega. In iz tega izvirajoč ponos na to znanje. Nam, revežem, v teh časih manjka ponosa. Čisto smo se zgubili, ne vemo, kam gremo, tolaži nas morda samo še to, da tudi drugi ne vejo, kam grejo. Ampak mi moramo z tega ponosa graditi. Mi smo lahko ponosni na kiparje, smo ponosni na pisatelje, ponosni na dobre obrtnike, na karkoli. Samo da rečemo, ta je pa v redu. In jaz upam, da bomo s to rastočo knjigo prišli do tega, da si bomo vzeli čas, pa se malo pohvalili med sabo.